Dober večer voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Ja, najprej se naj opravičim, ker sem malo na slabem glasu, ampak kaj bi jaz ob četrtek zvečer počel doma, če pa lahko pridem sem, sploh pa danes, ko so z nami moji prijatelji, odlični glasbeni gostje, upam si trditi, da eni bolj kvalitetnih izvajalcev slovenske narodno-zabavne scene in zelo sem vesel, da bomo slišali njihove stare, novejše skladbe in pa da bomo kakšno rekli. Z nami so ansambel Banošek in gremo s prvo skladbo direkt v hribe. Povabim te v hribe. Povabim te v hribe nad meglo iz doline, kjer čas počasi teče in nič domov se ne mudi. Povabim te v hribe, ustvariva spomine, uživajva lepote, ki le narava nam jih da. Šičeš Danja in poljubček tvoj na vrhu lezami, čudovit razgled okoli na Slovenske je gori. Za ljubezen in mir zgoraj sta zdravilo za srci, le verjemi, sreča v hribih čaka te. V daljavi dve gamsovi postavi. Si videl male svisce, ki se v rovih skrivajo. Najlepši sončni vzhodi, še mirnejši zahodi, obdajo naju srečo, da rada vračava se spet. Šilček Žganja in poljubček tvoj na vrhu lezami, čudovit razgled okoli na Slovenske je gori. Za ljubezen in mir zgoraj sta zdravilo za srci, le verjemi, sreča v hribih čaka te. Ne verjemi, sreča v hribih čaka te. Ne verjemi, sreča v hribih čaka te. Ja, Banoški pravijo, da je v hribih sreča, zato bom kar iz prve roke izvedel, kar pri njihovem vodju ansambla, torej grem kar direkt do Mateja. Matej, dobro večer. En lep dober večer tebi in seveda vsem gledalcem VTV-ja. Tako. Povej mi, kdaj si bil nazadnje v hribih in na kateri hrib je tisti, kamor se največkrat zatečeš? Največkrat grem na domačo skalo. Aha. Nazadnje letos, moram povedati, še sploh nisem bil v Visokogorju. Aha. Tako da
se ne bi preveč hvalil. Okay. Zadnji pa je bil Triglav, veš da. Triglav je bil zadnji. Drugače, kaj spremljam malo, veš, jaz sem tvoj fan in spremljam malo Facebook, pa to pa vidim, Pa me ne vidiš. Sem najema, te neke stare slike gor daješ. Jaz mislim, da si vsak teden. To so oni spomini. A ja, okej, to si še nisem prišel gor. Drugače pa si ravno prišel, mislim, iz dopusta, bili ste v toplih krajih. Ja, drži. Smo se srečno vrnili domov. Hvala Bogu. Z dnevom zamude, ampak No, sam, da ste prišli, pa da ste tule. da smo tu, za VTV smo prišli. Ja, lepo, lepo. Veš, kaj mi povej, so priprave na novo sezono Veselice že v teku, ali še bo počitek malo trajal, kak je recimo s tem? Ja, mislim, da je zdaj konc počitka in da je zanj caj, da malo zavihamo rokave in se pripravimo na sezono. Sezono, ki bo pa zelo pestra, verjetno, ne? Ja. Kot vsako leto. Čaka nas ogromno veselic po celi Sloveniji, tako da se že veselimo v bistvu. Nastopate pa verjetno tudi na porokah, sicer v manjšem obsegu verjetno, ampak... Ja, še vedno za tiste prave naše fane. Tako. Pred sezono ali pa po sezoni še gremo na kako poroko zaigrati, drugače pa večinoma javne preditve. Ste pa na veselicah. Tako. Pa še verjetno tudi kakšna poroka, ker prednosti poroke, veš, tek sem jaz zadnjič razmišljal, kakšne so prednosti. Veš, ponavadi jih ni veliko, ker se veliko dlje igra, a ne, pa se moraš, po mojem, moraš še več igrati, kot na veselici. Čeprav zdaj Ja. Ne vem, včasih smo se kar najeli teh porok, zdaj pa nam včasih kar paše, že mogoče hrana malo drugačna. Hrana, to je. Vsaj do polnoči je veselje tam v poroku. Jaz ti povem, imamo zelo kratke runde zajce, zato jaz sam jem, veš, na poroki. Pa je tam hladni bifet, pa una sladica, pa tretja. Pa fajn je, ko zdaj ljudje so se tako razvadili, v bistvu navadili, da grejo ob 2 zjutraj že domov, ne, tako da. To je tudi ni slabo, ja. Zdaj boš videl, ko noben več ne bo klical nas za poroko, ker se tam linček sam je. Kaj pa recimo zdaj, če vreme, kaj spremljaš, ne? Mislim, ti si zdaj prišel s toplih kraj. Ne, bil skozi na plusu. Ti si zdaj skozi na plusu, ampak še teden dni nazaj dober. Smo imeli še sneg, saj pri nas na Koroškem, lahko Andrej potrdi. To so pravili nekaj, ja, mi ga nismo občutili. Mi ga niste občutili. No in hotel sem te vprašati, recimo, zdaj je že so pomladne temperature, v katerem letnem času pa recimo ti najbolj funkcioniraš, kar se tiče ustvarjanja, ali vplivajo kaj letni časi na tvoje delo, na tvoje ideje? V bistvu najrajši imam poletje, ker so najdaljši dnevi, ima pa tudi v bistvu vsak letni čas ima svoj čar, tako da neko bi se težko opredelil. Teda ti je vsak letni čas po svoje všeč in čaroben. Ja, kar se tiče ustvarjanja, pač ko pride, pa ni važno. Ni važno, koliko je ura in kjer letni čas je. Tako. Super. Gremo naprej na naslednjo skladbo. Še bomo kjero rekla, do takrat pa fajn zašpilite. Tako, slišali bomo, zdaj me je kamera malo zgubila. To se redko kdaj zgodi, a veste, ker veste, tule pri nas v studiu lahko tudi ansambl Banovšek potrdi, da mene trenutno snemata 2 kamere, veš, ena je premalo za moj obseg, tako, ja. Kar zgodilo se je, evo, ta valček bomo slišali, en krasen valček v izvedbi ansambla Banovšek. Kar zgodilo se je, strepetalo je moje srce, ko si prvič pogledal me ti, še danes spomin v meni živi. Te prelepe noči, pesem čirička odmeva v temi, v travah von po ljubezni dehti, v jutro dan se budi. Kar zgodilo se je, polno upanja moje srce, ko se dnevu k počitku mudi, se k meni v objem vrnil boš ti. Tvoje lepe oči
da sem s teboj. Ljubim te, edini moj, kar življenju sem želela, vse mi daje tvoj objem. Naj ustavi zdaj se čas, tukaj sva le ti in jaz. Krade se v moje srce, ali vedno boš ljubil me ti, zakaj ta večer k meni te ni? Tiste majske noči, ugasnile so tvoje oči, zame svet je izgubil sijaj, vem, ne bo te nazaj. Le spomini bom živela, da nekoč sem te imela, da nekoč si bil le moj, mojih mladih let opoj. Le spomini bom živela, travam legla v nedrje, šlepetala gor med zvezde, k tebi pridem, čakaj me. Šlepetala gor med zvezde, k tebi pridem, čakaj me. Ja, kar zgodilo se je, evo, danes bomo slišali veliko poskočnih polk in pa takih čutnih valčkov in ansambl Banošek je poseben tudi zaradi terceta, predvsem dve dami izstopata, pevc je pač povprečnega izgleda, zadaj pa odlično popojeno, ampak to je samo moja ocena. Rok, sam zato, ko smo prijatelja, sem te rekel, ker vem, da ne boš zameril. Barbara, dober večer. Dober večer. Si v redu? Sem. Ja. A se počutiš domače v našem studiu? Ja, Ja. se. Kako si pa recimo ti, zdaj, ko je sonce, pač toplo je, in zdaj se bo počasi ta vrtna opravila začela, pa to, ali seješ kaj doma, pa mislim, imaš kak svoj vrt, pa to? Nažalost nimam, si ga želim imeti, tako da mogoče še bo letos kaj na tem, bomo videli, kako se bo kaj možek izkazal, če bo kaj pomagal. To mora kako gredo zbiti verjetno Ja, skupaj, no, ne? to, ja. To. Ja, veš, da. Ja, če ne bomo pomagali, Mateja, veš. No, super. Da bomo nekaj. Tako da imaš, v glavnem, tudi ti verjetno rada poletje, sonce. Ja, absolutno. Zdaj sploh pač, ko se narava prebuja, se mi zdi, da se tudi kar človek zbudi nekako, pa imaš pač več volje za karkoli. Ja. Ta valček je res zelo lep valček, čutno odpet in tudi pri vama z Matejem se je kar zgodilo. Ne? Sicer govorimo o kitaristu Mateju, ne bo pomote, sicer se to vaši oboževalci vejo, ampak Tako. v glavnem, ja, imata doma otroke. Tako. Koliko jih že imata? 2. 2, ok. Ja. Da ne bi kaj narobe rekel. In je verjetno kar eno delo, verjetno po organizacijah, tako ko greta na špil, morajo biti babice pa detki, verjetno pripravljenosti. Ja, res pridni. je. Ja. Je kar ena logistična pač organizacija potrebna, ampak zdaj smo se že toliko laufali, da smo res že kar dobri. Ja. No, super. Zdaj še grem pa malo do Venese, veš. V redu, zvoli. Ja, dobro večer. Dober večer. Ja, tudi, kar stop malo bolj naprej, veš, da ne bomo nazaj izlezla. Ti si tudi v redu, kar siješ. Hvala. Ja, res. kar fajn. Zmeraj mlajši se zavideti. Ja. Jaz pa Hvala. zame, ne, Korošci smo dobri na besedah, samo Ja, tudi ja. resno mislimo, veš, ne, No, samo super. nekaj nabijam. Čisto po domače rečeno. Povej mi, kaj se pri tebi recimo dogaja? Si tudi ti z družino prvošla kaj počitka, oziroma na kakšen način si ti sploh prvošiš in umiriš, recimo, ali je to, si ne raje doma, ali rada potuješ, ali si ne raješ na kavču in pogledaš en dober film, rada bereš, kaj rada počneš? Vse. Vse Vse, to, kar si kar si naštel. naštel. Ja, radi potujemo.
Letos smo si tako naredili, da imamo tak, kako bi rekla, sanjski, kako bi to rekla, na kolesih, no. Eno sanjsko potovanje na kolesih imamo. Tako da radi se umaknemo kam na samo, tako da smo sami štirje, daleč od množic in da imamo mir. Super. A pol kolesarite, če se na kolesi? Ne. Ne, tako imamo bolj na avto, kemping. Kolo pa kar doma počaka. Tako to zgleda. Ja. Je super, no. Tako da je, koliko je pa vas? Vi ste tudi ena taka velika družina že, ne? Ja, mi smo 2 otročka mama, 2 punci. Super. Pa kuška, tudi smo 3 punce, tako da 4 s psičko vred, tako da Ima mož kar nas je delo. Ja, blažen med ženami. Blažen. Ja. Se ne pritožuje. No, super, to je najbolj pomembno. V redu. Zdaj grem še malo do Roka, veš, Rok. Če že mora. Grdo je bilo, da nič ne bi rekla. Zdaj se malo hecam. Rok, ti si tudi blažen med ženami. Tudi, ja. Koliko let že? Misliš doma ali tu? Ne, tu sem Ja, tu, mislil. od začetka. To je pa 12-13 let. 12-13 let. Super. Ducat. In a si kdaj imel, recimo, mislim, si mogel kdaj, ker si pač tako na nastopih, recimo, stojiš med 2 lepama dekletoma, si že kdaj mogel posredovati, recimo, da so bili kakšni... Ni potrebe, same, da zrihtata. A sta taki šafni, Ja. mislim, da znate Tam že se... tek, če do Barbare kaj pride, že kitarist malo grdo pogleda. Veneso pa tako ščiti na vsake strani, bratec pa še jaz pa da. Tako da ni bilo strah. takih težav pa strah. Ne. Kako imaš pa ti, recimo, z oboževalkami, pa še kaj veš? Jaz se, kot si dejal, poprečnega videti, da nička ni straha. Mogoče to 15 let nazaj, zdaj pa. Je bilo drugače, ne, zdaj pa ne. Ja, no, imaš pa doma svojo oboževalko. Tako je, tisti pa imam, ja, tu 2 otročka, ženo, tako da tisti pa upam, da še bo trajalo. Vi ste se pa fajn zmenili, tako... Vsi imamo po 2 razen Matej Matrino. Ja, to je to. Šef On pa nekaj mora- prehiteva. Šef pa mora imeti malo več, ko pa vi Ne vem, a je ostali. začel zdaj novi krog, pa moramo iti mi v zadje, ali kaj, nismo se še zmenili, glih moj. Kar zgodilo se je. Kar zgodilo veš, se bo. tako, Mogoče se pa bo kaj zgodilo. Mogoče se pa bo, nikoli ne reci nikoli. Ja, hvala lepa, Rok, za pogovor, za kratek Malenkost. pogovor. Zdaj grem pa zopet nazaj, ker slišali bomo naslednjo skladbo. Slišali bomo eno tako domovinsko, eno tako lepo, Banoški so zelo ponosni na svoj kraj, odkoder prihajajo. To so Slovenske Konjice in okolica in tam smo doma, evo, ena vesela polka. Čez karavanke vodi pot, v dežele tuje nepoznane, kjer so doma prijatelji, rojeni v Sloveniji. Domača pisem zazveni, spomini v srcu oživijo, v ritmu polke znamiti, prav urno si se zavrti, pred rami nam prijatelji, med vami čas prehitro mine, veseli smo, da smo med vas, prinesli lepe vam spomine, nas dalje kličejo gori, jezera bistra in doline, vas korenine tam živi, tam naše je doma srci, tam smo doma, kjer je najlepša pisem pita, kjer stisko vi, o ljudih vse povi. Tam smo doma, prijateljstva za nas osvita, onkraj meja, poseben čar za nas ima. Predragi nam prijatelji, med vami čas prehitro mine, veseli smo, da smo med vas, prinesli lepe vam
imam spomine, na zdalji kličejo gori, jezera bistra in doline, na skorenine tam živi, tam naše je doma srci, tam smo doma, kjer je najlepša pesem pita, kjer stistra bi o ljudi vse povi. Tam smo doma, prijateljstva za nas so svita, on kraj meja, poseben čar za nas ima. Prijateljstva za nas so svita, on kraj meja, poseben čar za nas ima. Tam smo doma, pravijo v polki, ja, ansambl Banovšek, jaz grem zopet malo na pogovor do njihovega šefa, do Mateja. Matej, a rad slišiš besedo šef, ali je tule v ansamblu veliko demokracije? Ja. Je? Ja. Tako. Vedno več. A pol recimo, če se punce oglasijo, tudi daj prisluhneš, ali si... Jaz mislim, da je treba. Da je treba, tako je. Da ansambl lahko dobro in zdravo deluje, Ja. če se zna poslušati in prisluhniti, ne? Vsakemu. Fajn je biti v nekem momentu vodja, drugače pa ansambl pač ekipno delo. Res je. Povej mi, najbrž ti tudi rad potuješ, sklepam, ne? Mislim, radi. Ja, zelo je. Ampak verjetno se je pa res vedno lepo vrniti. Ali bi ti bil pripravljen iti? Mislim, da nikjer na svetu ne bi obstal. Ne bi obstal, ne? Ja. To, ko je Še naša lahko to Slovenija. glušno, pa nekje 10-15 dni, pa priješ domov, pa je doma ali doma. Doma je le doma, ja. Ja. Drugače pa ti si služiš dejansko kruh z glasbo, profesionalno, poleg tega, da igraš v ansamblu in da nastopate, poučuješ diatonično harmoniko, imaš uspešno glasbeno šolo. Ja, glih lansko leto smo imeli že 20. obletnico. 20 let se že dejansko profesionalno s tem ukvarjam. No, Prenašam znanje na mlade, to mi je Čestitke. še vedno nekako na prvem mestu. čestitke. In upam, da bo še ta trend v Sloveniji se nadaljeval, pa da bo dejansko vedno več zanimanja za to našo glasbo in za diatonično harmoniko. V čem pa misliš, da recimo 20 let nazaj si ti začel recimo s tem poučevanjem? A si se kaj spremenil, kar se tiče recimo prenosa znanja na mlade? Takrat recimo, če bi gledala 20 let nazaj in pa sedaj, a kaj drugače Ja, gledaš? ogromno na to? sem se naučil, no. Pač Nekaj rabiš izkušenj. nekaj izkušnje, ja. Na kak način predati znanje, pa ko če hočeš nekoga res dobro naučiti, izoblikovati v muzikanta, mora iti nekako po pravi poti, no. A Ne sme prehitro dozoreti, mora biti vse pravne. Tako. Pa prepoznati moraš potencial in ga prav usmeriti, Ja, verjetno, da pride ja, pol do čeprav rezultata. tudi določeni, ko v štartu mogoče jih ne bi glih dal prvo ekipo, pa pol s cajtom, z vztrajnostjo Ja. pridejo zelo daleč. Tako. Drugače pa lahko tudi omenimo, da imaš tudi salon harmonik. Ja, pred 2 letoma sem v Konicah odprl prodajalno Munda Harmonik, tako da se še s tem ukvarjamo, Super. ker imamo tudi servis, to ima naš Matej. To sem hotel reči, da imaš pa srečo, ker imaš ob sebi Imamo dobrega prijatelja. Vse pod streho. Tako vse pod streho. In mogoče še kaj s tem z Matejem rečeva. No, Matej, evo, dobro večer tudi tebi. Dober večer. Povej, kako je pa prišlo do tega, zdaj, da si ti dejansko izvajaš oglasitve na harmonikah, servisiraš jih, a to že veselje od nekdaj, ali si se to priučil, kako je prišlo do tega, da zdaj Ja, v to bistvu delaš? je to eno tako veselje že od malih nog, ker sem se začel učiti harmoniko v osnovi. In sem tu tak, bi rekel, tehnični tip, ki me vse zanima. Vse, kar je možno razšraufati, sem razšraufal. No, In super. tako sem naenkrat tudi prišel do harmonike. A si pol tudi nazaj zašraufal? Tudi, ja, tudi. In s tem se je začelo, tako bom rekel, ljubiteljsko.
Že kar nekaj časa nazaj. Bom pa rekel, da v koronskem času, ko so druge stvari malo poniknile, sem pa nekako najdel čas za to in se izpopolnil predvsem v uglaševanju harmonik. Super. Torej, zdaj recimo, če ljudje gledajo in imajo probleme s svojo domačo harmoniko, da je razglašena ali pa da meh spušča ali pa da je tipka kriva, da lahko pripeljajo tebe na servis, ne? Seveda. Vsaka harmonika, ki je nekako v dokaj normalnem stanju, se jo da uglasiti, se jo da vrniti nazaj na tovarniške nastavitve, rečemo, da spet zveni, poje, tako je treba. Super, in zato si mojster in ja. Se trudim. Super. Zdaj še grem pa do mojega prijatelja, ki ga pa poznam najdlje. Andrej, dobro večer. Veš, kaj sem zdaj razmišljal jaz res uživam, ko tebe gledam, ko špilaš, ker špilaš tek srcem, zdi se mi, da noter padeš, dejansko, ko špilaš. Res je. In spomnil sem se spomniš teh srečanj na Legnu pri Slovenj Gradcu, ko so bile včasih ljudskih godcev. Tako. Tam sem se spomnil tebe, brata, kak sta špilala. Tam smo kar vsi trije začeli, taki le. Ja, ti si bil že od nekdaj malo večji. Malo večji, rečemo, da. Ja, tako. In tam smo se prvič družili. Tako, tam smo začeli ustvarjati. Ti si pa, imaš pa najkrajši staž v ansamblu, to je pa res, ne? Ja, čeprav sem že tudi zdaj, že 9 leto, že teče. Tako da že kar nekaj smo že dali skozi. Absolutno. Pa verjetno nimaš več tistih kakih dodatnih obremenitev, pa nalog v ansamblu, ne vem, zato ko pač imaš najkrajši staž tukaj. Ali te je kaj izkoristil? Dobro, no, pustimo za drugič. Ne, nimam, vsi imamo vsi isto, tako da pač vsak ima neke svoje naloge, pa tako da nimam nič kaj za to, kaj več. No, super. Pa kaj manj pa tudi ne, Ja, vi prav, tako mora biti. Tako mora biti v redu. Tako. Hvala lepa za pogovor. Matej, ena stvar še bomo, pred naslednjim videospotom izpostavila, slišali bomo zdaj in si ogledali videospot Erženove Tinke, ki je glavnem takrat, ko ste vi posneli, takrat se je pesem na novo rodila, to je dejstvo in mogoče ima zdaj po smrti gospoda Šegovca verjetno še večjo težo ta komad in pa ta... V bistvu nam je v čast, da se je vse skupaj tako odvilo, ko se je. Tudi v spotu lahko vidimo. Ja. In da so ljudje tako sprejeli, to je v bistvu neverjetno. Na YouTubeu mislim, da je že okrog 5 milijonov ogledov. Res je, ja. In tudi dejansko vsi ansambli so začeli nazaj špilati. Teda se verjetno ponosen. Čigava ideja je bila tole, da se to posname oziroma naredi priredba? Mi smo dosti pred posneli, ampak vse tiste, ko so nam res fajn zazvenele, smo jih nekako šli posneti in Tinka je pa res ratala. Je pa res ratala. No, super. Zdaj pa dovolj besed, prisluhnimo glasbi in si poglejmo tale krasen videospot in pa uspešnico 4 kovačev in pa tudi uspešno priredbo ansambla Banovšek Erženova Tinka. Tam v Trobljah sred vasi ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bela podpelja, a v hiši debela ženka je doma. To že zgoraj vsakdo ve, da je Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilno k Erženu pohiti. Saradona vada je, sam do rad v gostilno gre. Kada prideš, že Tinka na vso moč hiti, pa je ura podnevi ali pa jutro 3. Ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, včasih tudi mal vode zraven doda. Tam v Trobljah sred vasi ena hišica stoji. Prav
do hišice lepa bela podpelja, a v hiši debela ženka je doma. To že skoraj vsakdo ve, da je Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj gostilno Tržino pohiti. Stara Donava da je, vsakdo rad v gostilno gre. Kadar prideš, že Tinka na vso moč hiti, pa je ura podnevi ali pa jutro 3. Ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, včasih tudi mal vode zraven doda. Tako, prisluhnili smo in si ogledali odličen videospot Erženova Tinka, sedaj pa sta se mi v studio pridružila Tjaša in Jakob. En lep dober večer obema. Dober večer. Najprej povejmo, po kakšnem principu sta videla tule. Najprej, da odlično pojeta, da sta oba odlična glasbenika, da sta fant pa punca, lahko povemo še zaenkrat, in da je Tjaša hčerka od Mateja Banovška. Je tako? Ja. Je tako. Povejte, kako se počutite najprej? Nimate neke treme, verjetno, se sta vajena nastopata, ne? Pa ja, ni nekaj preveč hudo. Ni. Temperatura prava. Odlično. Odlično, idilično. Vse tako mora biti. Povej mi, kako dolgo recimo se že vidva ukvarjata z glasbo in tudi sta v glasbeni smeri, torej obiskujeta šolo? Ja, v bistvu smo oba dva na prvi gimnaziji v Celju, umetniška gimnazija, smer glasba. Tako da ja, Tjaša igra klavir, jaz pa gumno harmoniko, tako da smo oba dva močno upeta v glasbo. Super. In poleg tega, da se imata tudi drugače rada, zelo lepo se zlijeta, ko skupaj zapojeta in zaigrata. Kako dolgo pa že to počneta, pravzaprav, da nastopata tako na različnih priložnostih? Ja, v bistvu takoj smo že malo probala, ko smo prišla skupaj, smo že takoj začela s tem. Tako da ja, že kar zdaj 1-2 leti že malo pojema, pa tako. V glavnem probujemo, pa mislimo, da nama še kar nekaj uspeva. Absolutno, jaz se zelo veselim vajenega nastopa. Ti igraš na 3 različne harmonike, torej. Tako je. Igraš na frajtonarco, ki si se učil pri Mateju, klavirsko si se učil pri Robiju Novaku in pa sedaj še gumno, tako, ja. V glasbeni. Ja, krasno. Tako. Tjaša, zdaj lahko malo poveš, ko Atja ni tule. Mislim, pri tebi pa je ta rek drži, da jabolko ne pade daleč od drevesa, je tak? Ja, očitno res, ja. Očitno res. Povej, kakšna je bila, verjetno je bilo v mladosti veliko glasbe, Atja je zaigral verjetno večkrat na harmoniko in se je pelo pri hiši in tudi tam si verjetno dobila to veselje, no? Da še daj prepevaš. Ja, v bistvu že od malega pojem zelo veliko. Super. In potem je tudi za klavir mi je prirasel k srcu in s tem tudi zdaj nadaljujem pot, no. Super. Jaz vama želim vse dobro na vajini poti. Sedaj bomo slišali, katero skladbo bosta zaigrala in zapela. Moje sanje, sanje najine. Evo, ena krasna, en lep nastop vama želim in pa hvala, da ste prišla in popestrila današnjo oddajo. Najlepša hvala. Hvala lepa, tako. Prisluhnite naslednji skladbi, ki bo izvedena čisto v živo, tako kot zmoreta Tjaša in Jakob, in uživajte ob nastopu. Moje sanje, sanje najine, skupaj sva sanjala. Vsak večer, ko sva se srečala,
želje, želje najine, vse, kar dva iščeta, življenje skupaj stopata, skupaj našla sva. Ja, ok. Zdaj smo se najdli nekako, to je bilo čudovito. Iskrene čestitke obema, takšni glasovi, pa res jih je potrebno negovati in pa želim vama vse dobro na vajni poti še naprej. In pa še enkrat hvala, da ste prišla in hvala za obisk. Tako, mi gremo pa naprej, sledi naslednja skladba, videospot ansambla Banovšek, Moj meh je za smeh. Slovnici smo taki, smo pravi veseljaki, radi si prepivamo. Za šampo prava družba se dobi, o kozarčku pozabi na skrbi. V mestu na vasi sedaj so drugi časi, kakor nikdaj so bili. Brez muzike prave nobene ni zabave, vsak ob njej se zavrti. Pravi, hej, malo se ustavi, sama sem 7 dni noči. Jo nižno stisne k sebi, šipne mi, ljuba moja, vse pomeniš mi. Če gudec si pravi, nihče te ne ustavi, s njim se muzikant rodi. Harmonika poje, to je bogatstvo moje, več srce si ne želi. Moj meh je le za smeh, zbuja srečo v ljudeh, prežene žalost in skrbi, v prsih upanje budi. Moj meh je le za smeh, žiga iskrice v očih. Če ljubiš glasbo, kakor jaz, zapoj z menoj na glas. Pravi, hej, malo se ustavi, sama sem 7 dni noči. Jo nižno stisne
Nek sebi šipne ni, ljuba moja, vse pomeniš mi. Če gudec si pravi, nišče te ne ustavi, s tem se muzikant rodi. Harmonika poje, to je bogatstvo moje, več srce si ne želi. Moj mih je le zasmih, zbuja srečo v ljudeh, prežene žalost in skrbi, v prsih upanje budi. Moj mih je le zasmih, žiga iskrice v očih. Če ljubiš glasbo, kakor jaz, zapoj z menoj na glas. Evo, tako smo že nazaj in Jakob je ostal v naši družbi, pridružili so se ti pa trije fantje, prav tako harmonikaši, in sedaj bomo slišali še en tak kvartet harmonik in mogoče, Jakob, midva sva že prej nekaj rekla, lahko še mogoče ostale fante predstaviš, kdo je z nami? Z nami je Žiga Stropnik, Matic Kovač in pa Nik Laznik. No, krasno, dobrodošli fantje, zelo sem vesel, da ste prišli. Povej mi, kako pogosto se pa vi dobite in kjer skupaj zagodite in zaigrate? Je to pogosto ali je to slučajno ali kako je? To je zelo, zelo redko. Zelo redko? Zelo redko. Da smo lahko mi srečni, da smo danes vas dobili. Počaščeni. No, absolutno smo, absolutno. Ampak je pa verjetno zelo fajn, ko pa se to zgodi. Je pa lušno. Ja, je pa lušno in skupaj zaigrate. Ja. Kaj boste danes zaigrali nam? In danes vam bomo zaigrali Na zapravljivčku. Aha, to je naslov skladbe, super. Drugače pa tudi lahko povemo, da dva člana tega kvarteta tudi učita. Tako je. V šoli, glasbeni šoli Mateja Vanuška. Tako. Tako da je kar pestro. Nik Laznik ter Žiga Stropnik. Super, super. Še fajn je, ko ti si tudi en tak potencialni voditelj, veš, ta imena, dober spomin imaš, pa to. Ja, še kar neko. Še kar neko gre. Je super, no, pa najbolj, da nehamo govoriti, pa da prisluhnemo vaši skladbi. Jaz grem na svoje mesto, če se strinjaš. Dogovorjeno. Vi se pa pripravite in užgite eno veselo in tudi ta skladba, ki bomo se zdaj slišali, bo izvedena čisto v živo, čisto natur in uživajte.
Ja, tako se pa sliši, ko 4 fantje urežejo skupaj eno veselo vižo. Hvala lepa, to je bilo odlično slišati. Videli smo hitre prste in pa zatem je seveda veliko truda, veliko časa, veliko odrekanja in pa res veliko vaj in dela. Zato so pa takšni rezultati in lepo je videti 4 fante, ki skupaj zaigrajo tako ubrano in sedaj ste se nam v studiu že pridružili tudi ansambl Banošek in jaz z njim zopet malo pogovora. Pa Barbara, ti si najbližje, pa pridem malo do tebe. Tudi ti danes krsiješ, veš, ker prej sem študiral, sem sam Veneso pohvalil, tebe pa ne, malo grdo od mene, ne, ne povem. Ni panike, hvala. Da ne boš mislila, da vse tudi Matej, pa tudi ni, veš, da se smeji tako prijetno, on ve, da pes, ki laja, ne grize, ne, ja. Okej, povej mi mogoče, če gremo malo k članom, mislim, tak lastnostim članom ansambla, recimo. Kdo je v ansamblu največji flagmatik po tvoje, recimo? Kjer je tisti, ko pravi, da bo vedno vse v redu, se za nič ne sekira in je tak flegmatik, se veš. Ja, to je zagotovo naš Rok Zbičajnik. Ne bi si mislil, da je to prav Rok, ker ne zgleda pa strašno tak resen človek pa. Veš, da pravijo, da flegmatiki fajn pridejo v življenju skozi. Ja, zagotovo. No, zdaj pa, če gremo na kontrastran, kdo se pa najbolj sekira, recimo, pa je najbolj živčen pred nastopi, pa ne mogoče pred nastopi, saj za vami so prevoženi kilometri, ampak kjer je tisto, ko se pa najbolj sekira, če kaj recimo ni v redu odigrano ali pa da se kako besedilo pozabi. Tu bi pa rekla, da je naša Venesa mogoče. Res? Ja, je zelo tak skrbna in pač ima dostkrat mogoče malo treme, ampak pol pač, ko vidi, da gre, pač steče vse. Super. Tako more. Ni veliko ansamblov, recimo v Sloveniji, da sta not v enem ansamblu 2 pevke. Verjetno je to, kar bom rekel, za vaju obe, kar v redu in ena prednost, bom rekel, da sta 2 punci, ki udarjata po mizi tudi včasih, ali pa tudi, ker veš, ko imamo fante tiste svoje fore, pa lahko gre ta video lepo v tja v kot, pa se pogovorita po svoje. Ali vse kaj, mislim, tako bolj družita, bom rekel, od ostalih fantov. Ja, seveda, midve pač ima Imata kakšne ženske težave. Svoje teme, ko se njih ne tičejo. Tako da moram reči, da mislim, se mi zdi, da smo si kar dobra podpora ena drugi. Super, super. Zdaj, če vprašam recimo valčke ali pa polke ali celo zabavna glasba, verjetno vse paše, a ne, ob določenem trenutku ali pa dnevu. Včasih je verjetno lažje zapeti oziroma zaigrati, ali bolj čutiš valček, drug dan, ko si bolj veselo razpoložena polko. A to drži? Drži. Ker vi na vaših nastopih so vsi žanri prepleteni, lahko slišimo dobro domačo glasbo, zabavno, dobro uživo izvajate in vse posod se vam vidi, da uživate in da ste... Ja, res je. Da ne igrate, no? Tudi, mislim, zabavno smo kar dobro naredili, naštudirali, se najdemo v tem, tako da uživamo in v narodno zabavni in zabavni. Ja, tako da če še ljudje, veliko je mladoporočencev, ki gledajo, pa ker Matej je prej rekel, da tudi rad dobro je, in če slučajno je še kak termin, jaz mislim, da v januarju naslednje leto je še nekaj fraj, da če je vse polno. Bi se še našlo, kaj, ja. Da glavnem pokličite. Mi gremo pa naprej k naslednji skladbi. Zavedno ob meni bomo slišali. Povej mi, mogoče kaj v tej skladbi še, če te lahko izkoristim, Zavedno ob meni. Je sam naslov, povej svoje, ne? Zelo lep valček, tak čuteč. Napisala je besedilo Urška, ne? In pa Matej melodijo. Tako da je res ena krasna kombinacija in je nastal zelo lep valček. Tako, super. Evo, se že veselim, da mu prisluhnemo in verjamem, da boste tudi vi doma uživali. Zavedno ob meni in ansambl Banošek. Je ti ob meni spiš, kot da bi čutil, da te gledam, nižno se smejiš.
znova si želiš, moje misli poletijo tja, kjer je usoda najine poti prekrižala. Bil dovolj je le en nežen sam pogled, v prsih srce je zakričalo, kdaj ga vidim spet, zavedno ob meni, zavedno ob tebi. Bo tisti trenutek, ko sva prvič si pogledala v oči, zavedno ob meni, zavedno ob tebi. Bo tisti občutek ob dotiku, ki le enkrat se zgodi, zavedno ob meni. Moje misli poletijo tja, kjer je usoda najine poti prekrižala. Bil dovolj je le en nežen sam pogled, v prsih srce je zakričalo, kdaj ga vidim spet, zavedno ob meni, zavedno ob tebi. Bo tisti trenutek, ko sva prvič si pogledala v oči, zavedno ob meni, zavedno ob tebi. Bo tisti občutek ob dotiku, ki le enkrat se zgodi, zavedno ob meni. Zavedno ob meni, zavedno ob tebi. Bo tisti občutek ob dotiku, ki le enkrat se zgodi, zavedno ob meni. Ja, zavedno ob meni. Evo, en res lep valček, čuten valček in za zaključno besedo grem še do Mateja. Matej, ura dobrega druženja in pa dobre glasbe je za nami hitro in milno, ne? Prehitro. Prehitro, ja, tako lahko bi še govorila in še povedala kaj, kar naše gledalke in gledalce zanima, ampak vseeno mogoče zdaj za konec, kakšni so torej vaši cilji, želje za prihodnost, česa si lahko obetamo od letošnjega leta? Predvsem posnet par novih komadov, da damo spet poslušalcem malo naše glasbe. Kaj več pa nimam za povedati. Ja, vse ta pomembno si povedal, v glavnem. Mi se veselimo vaše glasbe, novih posnetkov, novih skladb in pa seveda vam želimo vse dobro na vaši glasbeni poti še naprej. Bodite zdravi, veseli in pa upam, da se ob naslednji priložnosti vidimo. Tako da vse dobro. Hvala lepa za povabilo. Pa naslednji zagotovo pridemo. Super, se veselim. Tako. Hvala lepa. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, želim prav tako en lep večer. Ja, ne pozabite, 8. marec je pred vrati, dan žena. Tako da v glavnem, da boste poskrbeli pravočasno za svoje drage. Sedaj pa bomo slišali za konec še en tak venček pesmi Kovačev v izvedbi ansambla Banušek. Lahko noč in pa hvala, ker ste bili z nami.
veliki večer sem te čakal, ker sem mislil, da prišla mi boš. Rož rodečih, tam se hribov, sem draga za tebe natrgal. Že žaril je soj jutranji in še vedno sem čakal za manj. Ves obupan takrat sem bil sklenil, da ostal bom vedno sam. Dragi, ne daj tega nikar, takrat sem bila še mlada. Zdaj ti lahko srečna povem in bila sem vedno te rada. Daj mi povej, ali si moj, ali me vedno boš ljubil. Pa mi ti daj poljubčka dva, da bova srečna oba. Daj mi povej, ali si moj, ali me vedno boš ljubil. Pa mi ti daj poljubčka dva, da bova srečna oba. Gremo na Bavre, tam kjer je veselje, malo pogledat, kako on živi, ali se mu slabo ali dobro godi. Tam kjer so polja, travniki, gozdovi, ptički veselo in lepo pojo, pastirc pa vriskajo. Zgodaj on vstaja, žvinico nabaja, potem pa veselo na njivo hiti, vreme je lepo, orad se mudi. Kadar nazeva, žvižga si prepiva, če mu pšenička ratala bo, kruha dosti bo. Tam v Trobljah sred vasi ena hišica stoji. Prav do hišice lepa bela podpelja, a v hiši debela ženka je doma. To že skoraj vsakdo ve, da je Tinka je ime. Če kateri med vami je še videl ni, naj v gostilno Krženu pohiti. Stara to navada je, sam do rad v gostilno gre. Kadar prideš, že Tinka na vso moč hiti, pa je ura podnevi ali pa jutro 3. Ti postreže kot želiš, vse kar hočeš to dobiš. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, včasih tudi mal vode zraven doda. Že natoči ti vinca ali pa konjaka, včasih tudi mal vode zraven doda. Odzvenil je zadnji akord mojstra velikana. Kaj velikana, skromne duše, ki bila nam je dana. Še je tukaj, še vedno igra, nam je v srcu lepo, kot je nekdaj bilo. Kam le čas beži, kam se mudi, leto za letom gre, hitro tak mine vse. Glavca siva je, roka trese se, kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo.
sem večer knežev, kje so zdaj poti, več nikjer jih ni. Kam je zdaj vse to šlo, kot je nekdaj bilo?